Drage gledalke, spoštovani gledalci, kot sami vidite, šolsko leto že dobre 3 mesece teče po ustaljenih tirih. Rekli boste, da se pouk in šolske dejavnosti odvijajo vsako leto po podobnem ključu, kar seveda tudi drži, vendar si šolski dnevi niso tako podobni, kot se nam zdi. To so namreč vznemirljiva leta, ki ponavadi ostajajo v spominu kot srečno obdobje odraščanja, prvih ljubezni in prvih spoznanj. Naj vam izdam, da nas je letos na naši šoli kar 750 dijakov, da imamo kar 39 oddelkov, da se izobražujemo za številne poklice, ki jih bomo podrobneje predstavili v vsaki od naslednjih oddaj. V današnji oddaji si bomo ogledali, kako je potekal naravoslovno-tehnični dan, ki smo ga pripravili za 3. dekado osnovnošolcev, ekskurzijo dijakov v Dublin, obisk učiteljev strokovne šole iz Nizozemske ter nastop naših dijakov na tradicionalnem srečanju slovenskih mladinskih pisateljev oko besede v Murski Soboti. Na koncu oddaje pa bomo podrobneje predstavili dvoje zelo iskanih in cenjenih poklicev, poklic elektrotehnika in inštalaterija strojnih inštalacij. Kot sem že napovedala v uvodniku naše oddaje, smo tudi letos v sredo 21. oktobra pripravili tradicionalni naravoslovno-tehnični dan za naše osnovnošolce, morda tudi za naše bodoče sošolce. Osnovnošolci so svojimi spremljevalci ter mentori sodelovali kar na 6 delavnicah, in sicer na delavnicah za elektrotehniko, lesarstvo, oblikovanje, okoljevarstvo, računalništvo in strojništvo. Seveda si današnjega časa ne moremo predstavljati brez računalnika, zato so v računalniški delavnici izdelali enostavni kalkulator in računalniško igro za operacijski sistem Windows. Že vrabci čivkajo, da so računalniki tudi možgani strojnih naprav, v kar so se prepričali udeleženci delavnice za strojništvo, kjer so si ogledali, kako deluje avtomatizacija in robotika v industriji in kako poteka optična nastavitev geometrije avtomobilskih koles. Vsi, ki so se udeležili našega naravoslovno-tehničnega dne, so, v to sem prepričana, odšli domov z lepimi spomini in novimi spoznanji. Nekateri od njih pa so nam zaupali, v čem je čar in posebnost tako naravoslovja kot tehnike. A se lahko predstaviš? Moje ime je Aljoša, pišem se Vertot. Katero šolo obiskuješ? Obiskujem osnovno šolo 2, Murska Sobota. A ti je všeč tukaj na delavnicah? Zelo. Kaj počnete na teh delavnicah? Pišete kakšne programe ali podobno? Pišemo program za naš prvi kalkulator. In ti gre? Ja, dobro mi gre. Kaj tvoji sošolci so zadovoljni z delavnicami ali ne? Mislim, da tudi. Hvala. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes, so that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I. Se lahko predstaviš? Ime mi je Dušan Greg. Katero osnovno šolo obiskuješ? Ošpucinci. S čim se kaj ukvarjaš v prostem času? V prostem času veliko igram nogomet, pa
Doma sem na računalniku. Kako se ti dopade na teh delavnicah? Všeč mi je, A te zanima nadaljne šolanje na tej šoli? ja, ne, Kaj pa počnete tukaj sedaj na teh delavnicah? ja, s programom Flowcode pač programiramo naloge, ki bi jih naj mobilni robot naredil pač. Pa se ti dopade? Si se kdaj že prej spoznal s tem ali sedaj prvič? Zdaj je prvič. Hvala. Hope I get the chance to travel the world, but I don't have any plans. Wish that I could stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and Se lahko predstaviš? Ja, jaz sem David Činko, prihajam iz Veznovec. Katero osnovno šolo obiskuješ? Petnica. Kako se ti dopade na teh delavnicah? Ja, zelo je v redu, menjavali smo gume, potem smo optiko gledali in zdaj pa gledamo olje pa vse, kaj je v avtu. In si se že kdaj prej seznanil z temi stvarmi ali si danes prvič videl? Prvič, Pa te zanima nadaljne šolanje pri nas? ja, V avtomehanični smeri ali katera druga smer? strojno. Hvala. Se lahko predstaviš? Sem Ana Horvat z 8. razreda, prihajam pa z osnovne šole Turnišče. Zakaj si se odločila za oblikovalno delavnico? Ker je že moja mama tudi po poklicu oblikovalka. Pa te ta smer zanima? Ja, zelo. Tako da te tudi nadaljne šolanje na naši šoli zelo interesira? Ja, Pa se boš odločila za to smer? pa vse verjetnosti, ja. Kaj počneš doma, hobiji? Plešem, rišem, se družim s prijatelji, Tako da si že oblikovalka po duši? točno tako. Hvala. Prosim. V okviru spoznavanja drugih držav in kultur ter praktične izvedbe pouka angleškega jezika vsako leto organiziramo za dijake strokovno ekskurzijo v London, kjer si ogledamo največje znamenitosti, barantamo na tržnici, če je sreča, pa obiščemo tudi nogometno tekmo na Wembleyju. Letos smo si privoščili še dodatna 2 dni, ko smo v Dublinu in okolici spoznali, kako je biti Irec za 2 dni. Že nekaj let je na naši šoli tradicija, da se v okviru angleškega pouka odpravimo na strokovno ekskurzijo v Veliko Britanijo. Največkrat do sedaj smo obiskali London, zraven Londona pa še vedno v ponudbi eno od univerzitetnih mest. Ponavadi je bil to Oxford, letos smo pa prvič obiskali Cambridge. Letošnjo ponudbo smo na željo dijakov tudi malo razširili, tako da smo prva 2 dni preživeli na Irskem v Dublinu, kjer jim je bilo najbolj všeč to, da so se za 2 dni prelevili v prave Irce, kar pomeni, da smo obiskali kmetijo na Irskem, kjer so nam pokazali, kako pečejo domači kruh. Naučili pa smo se tudi
nekaj osnovnih ritmov na tradicionalni irski boben. Kar je bilo dijakom najbolj všeč na Irskem, je bilo tudi to, da so nam pokazali, ker smo ravno bili konec oktobra tam, kako praznujejo Halloween. Tudi sam Dublin nam je bil zelo všeč, ker je čist drugi občutek v samem mestu, kot pa v Londonu. Mesto je malo, Irci so odprti, prijazni ljudje, na vsakem koraku se sliši irska narodna glasba. Z veseljem smo se tudi zapeli, ker smo se naučili Molly Malone in zelo razveselili veliko skupino ameriških turistov, ki so nas posneli, ko smo mi prepevali. Skratka, potem smo odleteli v London, kjer smo si ogledali pač londonske največje znamenitosti, vzeli smo si čase, zapeljali tudi do Wembleya, da so malo dobili občutek velikega stadiona. Zdaj, zakaj to počnemo? Počnemo to zaradi tega, da vsaj enkrat v času 4-letnega šolanja pri nas dijaki v živo probajo, kako je uporabljati angleščino med Angleži, ker je to seveda nekaj drugega, kot pa če se med sabo tujci pogovarjamo angleško, in pa tudi, da čutijo utrip večmilijonskega mesta, kar v Sloveniji tudi pač nekako ne moremo doživeti. Ti izleti so postali zelo priljubljeni. Dijaki že vnaprej vedo, da vsako leto se ta ekskurzija enkrat organizira in jih večina tudi hrani denar, da si pač enkrat v 4 letih ta izlet lahko privošči. V mesecu oktobru smo se udeležili ekskurzije London-Dublin. Tja smo se opravili z letalom iz Bratislave. Najprej smo bili v mestu Dublin, kjer smo si ogledali samo mesto. Potem smo tam bili 2 dni, nato pa smo se odpravili v London, kjer smo si ogledali znamenitosti Londona, kot na primer Big Ben, Kraljeva palača ter druge stvari. V Londonu smo nato bili 3 dni, je bila zelo lepa izkušnja. Kot vemo, je London eno izmed največjih evropskih mest, zato nam je bilo v čas, da smo si lahko ogledali to mesto. Ko smo tudi doživeli izkušnjo, da smo se peljali z podzemno železnico. Osebno mi je Dublin bil bolj všeč, ker je manjše mesto in smo si ga lahko v večini ogledali. V mestu London nam to ni uspelo, saj je zelo veliko mesto, lahko smo si gledali samo nekaj največjih znamenitosti. V Dublinu pa smo to opravili bolj sproščeno, saj je manjše in preprostejše mesto. Seveda poteka tudi naše sodelovanje s šolami izven državnih meja, tudi na strokovnem področju. Tako so nas 12. novembra obiskali učitelji avtostroke, logistike in prometa iz Nizozemske, ki so z našimi učitelji izmenjali izkušnje in nova znanja, kar smo tudi zabeležili z našo kamero. Okay. V četrtek, 12. novembra, so nas obiskali učitelji iz Nizozemske. Prišli so iz srednjih tehniških šol iz cele Nizozemske, so pa smeri logistika in pa promet. V Sloveniji so ostali cel teden in so obiskovali različne srednje tehniške šole po Sloveniji, tako so v okviru svojega izobraževanja obiskali Novo mesto, Celje, Maribor in pa seveda tudi našo šolo. Predvsem so jih zanimale naše šolske delavnice oziroma kako poteka praktični del pouka. Bili so zelo navdušeni nad našo šolo, v bistvu jim je bila naša šola najbolj všeč od vseh šol v Sloveniji, ki so jih obiskali, zaradi tega, ker so rekli, da imamo najmodernejše delavnice. Najbolj pa so bili presenečeni nad tem, kako čiste so vse naše delavnice, torej kako dijaki potem, ko opravijo praktični del pouka, počistijo za sabo, da lahko potem tudi naslednja skupina nadaljuje tako kot mora. Zraven naše šole smo jim predstavili tudi 2 podjetji v Murski Soboti, ki sta na področju prometa oziroma logistike
dokaj uspešni, to je Renault Škafer, kjer so si ogledali prodajo avtomobilov in pa njihove avtomehanične delavnice. Zelo jim je pa bilo všeč v podjetju Metikop, kjer so si ogledali izdelavo reševalnih vozil. Backstroke and sweat soaking all into my set sheets. When you're ready to ride, I'll be ready to roll. I'll be in this bitch till the club close. What should I do on all fours? Now that shit should begin to law. Different style, different move. Damn, I like the way you move. Girl, you got me thinking about all the things I do to you. Let's get it popping, shorty. We can switch positions from the couch to the counters of my kitchen. Baby, it's a new age. You like my new craze. Let's get it together, maybe we can start a new phase. The smokes of the club all hazy. Spotlights don't do you justice, baby. Why don't you come over here? You got me saying, hey, oh, I'm tired of using technology. Why do you sit down on top of me? Hey, oh, I'm tired of using technology. I need you right in front of me. Ooh, she won't sit, ooh, she won't sit. Koncem septembra je potekalo v Murski Soboti tradicionalno že 20. srečanje Oko besede slovenskih mladinskih pisateljev, na katerem podelijo tudi nagrado za najboljše mladinsko delo. Naj vam izdamo, da jo je letos prejel naš prekmurski rojak Vladimir P. Štefanec za roman Sem punk čarovnica, debela lezbijka in ne maram vampov. Na priložnostnem kulturnem programu so sodelovali z glasbenimi točkami in recitalom Posluňte da esi prosim vas gospoda, ki je bil posvečen 300-letnici izida prve prekmurske knjige, tudi naši dijaki in sicer Dorina Hujč in Maruša kot pevki, Maja Karničnik, Sara Horvat in Alen Bozeti pa kot recitatorji. V drugem delu vdaje pa bomo, kot sem že povedala, predstavili dvoje poklicev, ki jih lahko pridobite na naši šoli. Kot že veste, smo šola z več kot 100-letno tradicijo, šola, ki izobražuje celo paleto zelo iskanih in cenjenih poklicev. Hkrati pa imajo vsi naši dijaki možnost nadaljnjega izobraževanja na višjih in visokih šolah ter na fakultetah. Eden izmed zelo iskanih poklicev, ki ga tokrat predstavljamo, je tudi poklic elektrotehnika. Samo izobraževanje poteka 4 leta, vpis v ta program pa tako že skoraj pomeni zagotovljeno zaposlitev ali nadaljevanje izobraževanja. Tako se lahko naši dijaki po končanem šolanju zaposlijo v servisnih in vzdrževalnih dejavnostih, računalniških storitvah, v svetu zabave, elektronike, avtomatiki, energetiki ter specializiranih prodajah. Več pa vam bodo povedali sami dijaki in profesori, ki poučujejo na tej usmeritvi. Elektrotehnik je 4-letni program srednjega strokovnega izobraževanja. Med izobraževanjem dijaki pridobivajo in osvojijo temeljna, osnovna in poglobljena znanja z različnih področij elektrotehnike, kot so avtomatika, energetika, elektronika. Sam predmetnik je sestavljen iz splošno izobraževalnih predmetov in iz strokovnih predmetov oziroma modulov, kot jim rečemo. Sami module se pa potem tudi delijo na teoretični del in pa na praktični del. Pri praktičnem delu modulov se dijaki delijo v manjše skupine in te se izvajajo v specializiranih učilnicah praktičnega pouka. Dijaki opravijo del svojega izobraževanja tudi v podjetju pri delodajalcih. V 4 letih je tega 4 tedne, 2 tedna v drugem letniku in 2 tedna v tretjem letniku. Če si praktičnega usposabljanja pri delodajalcih dijak ne uspe urediti sam, mu pri tem pomaga šola. Zaključek šolanja je, ko dijak upravi poklicno maturo,
Pri poklicna matura je sestavljena iz 4 delov, in sicer iz slovenščine, elektrotehnike, potem tretji predmet je izbira med tujim jezikom in med matematiko, in četrti predmet to je izdelek oziroma storitev z zgovorom. Po uspešno opravljeni maturi je dijak prejme naziv elektrotehnik. Poklice elektrotehnike spada med deficitarne poklice, zato so možnosti za zaposlitev dobre. Sploh pravim svojim dijakom, da za dobre dijake, za tiste, se pravi, kateri se trudijo, katere stvar zanima, da se bo priložnost za zaposlitev hitro ponudila. Vsi zainteresirani za večje število podatkov se lahko udeležijo naših predstavitev, ki jih bomo v naslednjih dnevih in tednih organizirali po osnovnih šolah. Prav tako vabim tudi vse, da se udeležijo informativnih dnevov, ki bojo potekali sredi februarja v naslednjem. Se lahko na kratko predstaviš? Da, sem Urh Kolarič, dijak elektrotehniške šole SPTŠ v Murski Soboti, obiskujem 2. letnik. Kako se ti dopade pouk in pa sama šola? Šola se mi zelo dopade, je zelo lepo opremljena, učitelji in kader na šoli je zelo prijazen, zelo v redu, vsi se trudijo, dobro sodelujemo v razredu kot celota, tako da zelo sem zadovoljen. Zakaj si se odločil za ta poklic? Že od malih nog me je vedno zanimalo, kako delujejo naprave, ki jih sodobno človeštvo vsakodnevno uporablja v svojem življenju. Zato sem se po zaključenem osnovnem šolanju odločil, da se bom vpisal v ta program. Glede na tvoj odgovor sklepam, da ti ni žal, da si se vpisal na to smer, ali bi se še enkrat vpisal, če bi se vpiševal še enkrat v srednjo šolo? Seveda, absolutno. Zelo sem zadovoljen tukaj. Vsak dan nabiram nova znanja in izkušnje, katere me zelo veselijo, katera lahko tudi v praksi zelo uspešno uporabljam in tu razvijam dalje svoje znanje. Kakšni so pa tvoji cilji za naprej? Nadaljeval bom študij elektrotehnike ter se probal zaposliti v kakšni firmi slovenski, kjer bom jih lahko čim bolje uporabil svoje znanje in mogoče še kaj razvijal. Hvala. Prosim, da se predstaviš. Sem Staš Viher, dijak Srednje poklicne tehniške šole Murska Sobota. Obiskujem 4. letnik programa elektrotehnike. Zakaj pa si se odločil za ta poklic? Je te že naprej zanimalo ali? Ja, že od malega me zanima elektronika, se pravi programiranje, predvsem programiranje. Ja, in izdelave glede robotov, zato je tudi ta smer zelo. Kako pa se odvija pouk na šoli? Ti je všeč? Sodeluješ? Ja, pri pouku veliko delamo z mikrokrmilniki, se pravi programiranje. Programiramo tudi mobilni robot Formula Buggy, se pravi z Flow kodom, to je programski jezik. Seveda je nekaj teorije, pa veliko praktičnega pouka. Kakšni so pa tvoji plani za naprej? Se želiš zaposliti ali nadaljevati šolanje? Šolanje bom nadaljeval z faksom, se pravi vpisal se bom v faks. Sicer bom nadaljeval ne v Sloveniji, imam plane za Avstrijo, se pravi v Gradcu. Seveda elektrotehniko naprej. Želim ti veliko uspeha pri študiju in hvala za pogovor. Prosim.
Gradite novo hišo ali popravljate staro? Vsaka hiša ima poleg sten in strehe tudi sisteme, ki so po večini skriti našim očem, sisteme, s pomočjo katerih se grejemo, se kopamo, hladimo ali zgolj uporabljamo tekočo vodo. Zato pa poskrbijo inštalaterji strojnih inštalacij, ki jim po domače rečemo vodovodarji ali centralaši. To so predvsem delavci na terenu, zato so v nenehnem stiku z ljudmi, njihov poklic pa je tudi zelo cenjen in iskan. In kje se lahko zaposli naš dijak po 3-letnem izobraževanju? Lahko dela kot monter, upravljalec ali nadzornik klimatskih, plinskih naprav, ogrevalnih naprav, kot svetovalec za prodajo, mnogi pa postanejo uspešni samostojni podjetniki. Kako poteka šolanje tega poklica, pa vam bo predstavil naš profesor in sami dijaki. Poklic za inštalatera strojnih inštalacij je vedno bolj iskan, saj danes gremo na to, da bi bila čim bolj varčna hiša zaradi cene energije, ki vedno bolj narašča. Zato se vse bolj uveljavljajo alternativni viri ogrevanja, kot je na primer sončna energija, potem toplotne črpalke, potem kombinirano ogrevanje, potem še imamo tudi lesna biomasa za ogrevanje, peleti, tako da bi klasične fosilna goriva izpodrinila oziroma bi bila v uporabi goriva, ki so bolj prijazna okolju. Zato je tudi delo inštalaterja danes precej zahtevno in kot vidimo na tej sliki imamo kombinacijo ogrevanja, solarno energijo, potem toplotna črpalka, pa potem v rezervi še klasično ogrevanje s kotlom na trda ali tekoča goriva. No, poklic inštalatera strojnih inštalacij je tudi precej zanimiv za obrtnike, saj ogromno obrtnikov poznamo oziroma malih podjetnikov, ki rabijo ta poklic, zato tudi vas vabim, da pridete na šolo in se usposobite za ta poklic, ker je ta poklic v našem okolju, kot tudi v celotni Sloveniji, precej iskan. Z nami sta dijaka 2. letnika poklica inštalater strojnih inštalacij. Pa bi prosil, če se lahko na kratko predstavite. Ime mi je David, pišem se Žalek, hodim v 2. letnik. Ime mi je Leon, pišem se Rode, sem Skovačevec, pa hodim v 2. letnik. Zakaj pa si se odločil za ta poklic? Te je že prej zanimal ta poklic ali ne? Ja, zanima me že prej, saj sem rad delal veliko, zelo je iskano delo. Pa si že kdaj prej imel kakšne izkušnje s tem ali si se sedaj prvič s tem sestal? Ja, že prej sem veliko delal, zato sem hotel več vedeti in sem se vpisal v ta poklic. Kako se ti pa dopade pri pouku v šoli? Ja, v šoli je zanimivo. Veliko novih stvari se naučiš, veliko znanja pridobiš iz prakse na splošno, ker ti lažje je naprimer na zunaj na praksi. Kako pa se ti dopade življenje v šoli izven pouka, hodite na kakšne ekskurzije in podobno? Ja, imeli smo veliko ekskurzije, ena med temi je bila v Ljubljano, imeli smo veliko zanimivih stvari, ki smo jih lahko ugledali. Imate na šoli tudi kakšno prakso izven pouka in če nam lahko malo na kratko opišeš? Ja, imamo prakso v 2. letniku, imamo zadnje 3 tedne prakso in v 3. letniku je pa pol leta. Prakso imam v Rakičanu pri firmi Apolis, sem zelo zadovoljen z njimi, veliko znanja pridobim pri njih. Upam, drage gledalke in gledalci, da ste skupaj z nami vsaj za hip pokukali v utrip naše šole. Ob tej priložnosti, pa ker se bomo videli šele februarja, pa vam v bližajočih praznikih želim lepe božične praznike ter srečno, zdravo in zadovoljno novo leto 2016.